60 dni nismo ostali, se nismo niti usedali za nič, torej ne za iti na stranišče ali pa nismo šli na noben sprehod, ves čas smo samo ležali. 60 dni plačanega ležanja v znanstvene namene? Bi bilo fajn, ampak je 60 dni malo preveč. Ne bi mi bilo fajn, zato ker imam pač treninge 4-krat na teden. Urban pa se je za to 3-mesečno službo, v kateri je 60 dni ležal, preostali čas pa sodeloval pri drugih raziskavah, odločil sam. Se pa tudi telo privadi. Kolikor mi je zdaj naravno, da stojim, takrat mi je bilo tako naravno, da v bistvu ležim. Mlade seveda zanima. Kako so jedli? Vse obroke so nam prinesli v posteljo, da si se nagnil na bok in potem si v bistvu pojedel vse. Kako je sploh dan potekal? Pa tudi recimo za stranišče, ker smo mogli tudi ležeti seveda, smo imeli pa pač v bistvu tako eno skledo, pa smo v bistvu tako opravili vse svoje potrebno. Kako je zdržal? Res sem si vzel kot počitnice, so bili tudi ostali udeleženci, pa v bistvu celotna ekipa, ki nam je tudi pomagala. Imeli smo psihologinjo. Ležanje na telo vpliva podobno kot breztežnost, saj so mišice takrat le minimalno dejavne. Urban je med 60-dnevnim ležanjem tudi telovadil, takole je delal počepe. V laboratoriju za vesoljsko fiziologijo Inštituta Jožef Štefan v Planici pa so slovenski raziskovalci s centrifugiranjem ustvarili zemeljsko težnost, tej pa so dodali še vibracijsko vadbo, ki stimulira mišice in kosti. Ugotovili so, da je ta vadba učinkovita. Urban tako po 60 dneh ležanja ni opazil izgube mišične mase. Pa je ležanje mikavnejše od gibanja? Gibam se rada, če je kakšna zabavna aktivnost, ne vem, odbojka ali pa tako, pa tudi če imam družbo. Ležim rad, ampak bi verjetno izbral gibanje. Ker je sam to, da grem ven. Pa še nočem se preveč zrediti. Mislim, jaz bi imela ful slabo vest, ampak verjamem, da nekateri zelo radi ležijo, na primer moj oči. Meni se zdaj vsak bolj počuti, če gre ven. Torej, veliko gibanja, sem in tja pa si le privoščite lenarjenje. Brez slabe vesti.